Mešani občutki, pri srcu mi je težko, pripoveduje Cveta Berložnik, ki se po katastrofalnih poplavah leta 2023 poslavlja od svoje hiše, ki sta jo zgradila skupaj z možem. Usodnega avgustovskega dne je podivjana voda utrgala polovico hiše, v zadnjem trenutku se je umaknila. Po letu in pol se začenja rušenje stavb, ki so jih strokovnjaki ocenili kot neprimerne za bivanje. 258 je takšnih objektov v državi. In prva je prav Berložnikova hiša na Prevaljah. Danes so že odstranili streho, jutri jo bodo začeli rušiti. Obiskala jih je Jana Ujčič. Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako ste? Ja, hvala lepa. Se je pošlihtalo vse, tako da sem res se fajn počutim. Kar naprej, prosim. Hvala. To stanovanje na Ravnah na Koroškem je nov dom Cvete Berložnik, njen nov začetek. Tukaj je bila v najemu, nato ga je za odškodnino države lahko odkupila. Z njo je tudi njen maček, s katerim sta se usodnega dne pravi čas umaknila pred katastrofo. Zadovoljna sem z življenjem, pozitivno gledam, kar se da na vse, da malo odmislim tiste težke trenutke. Jutri bodo njeno hišo porušili, danes so odstranili streho in pripravili teren. V meni je mešanica občutkov, pri srcu mi je težko, pripoveduje, hišo sta zgradila z možem. Ta pepelnična sreda je očitno neki, ne vem, bi rekla, črn dan za nas ali kaj. Pred 12 leti na pepelnično sredo smo moža pokopali, ki je nenadoma umrl zaradi infarkta srčnega. Zdaj se bomo pa hišo dobesedno pokopali tudi na pepelnično sredo. Ob spominih in žalosti pa tudi sprijaznjenje in zaključek bolečega poglavja življenja. Vsakič, ko se je peljala tu mimo in videla svoj uničen dom, je bilo težko. Odškodnino je prejela novembra lani, januarja je kupila stanovanje. Postopki sicer so dolgo trajali, ampak to ne gre drugače. Sem pa zadovoljna z odškodnino, predvsem pa z odnosom gospoda Šefica. In res samo še enkrat zahvaljujem za njegovo potrpežljivost in prijaznost, pa tudi celotnim njegovim timom. Obenem bi se pa zahvalila tudi uslužbenkam na občini Prevalje. Na Koroškem je sicer skupno za rušenje po sedanjih podatkih predvidenih 15 objektov. Koliko objektov je predvidenih za rušenje v vaši občini? Končna številka še ni znana, zaradi tega, ker so nekateri projekti sanacije plazov v takem stanju, da je sanacija plazov bistveno večji strošek od vrednosti samega objekta, tako da vsaj za en objekt oziroma dva objekta še nimamo dokončne rešitve, drugače pa bo predvidenih 5-6 objektov za porušiti, od tega en večstanovanjski. Celoten postopek in rušenje prve stavbe bodo sicer jutri na Prevaljah predstavili predstavniki službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih ter družbe za svetovanje in upravljanje.